Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo prisluhnili zgodbi o drobnih, a pogumnih rečnih kamenčkih, ki so živeli na dnu reke, obdani z gozdnimi prijatelji in spokojnim šumenjem narave. Ko pa se je nekega poletnega dne v dolino prikradla suša, je reka skoraj usahnila. In takrat so se kamenčki odločili, da ne bodo samo nemo opazovali žejnih živali. Premaknili so se. In prav v tihem premiku se je skrivala njihova največja moč. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Pogumni rečni kamenčki. V dolini, kjer je tiha reka žuborela skozi slikovit gozd, je živela skupina sijočih rečnih kamenčkov. Ležali so na dnu reke in se svetlikali pod soncem. Reka jih je nežno zibala sem ter tja, kot bi jim pela uspavanko. Bili so srečni in veseli. Vsak dan so poslušali šumenje vode, opazovali plavajoče ribe in pozdravljali gozdne živali, ki so se prihajale k reki odžejat. Lepo je biti del reke, je nekoč dejal eden izmed mlajših kamenčkov. Vsak dan je drugačen, je odgovoril starejši. In ravno v tem je čar življenja. A nekega poletnega dne se je vse spremenilo. Sonce je pripekalo močno kot že dolgo ne. Nebo je bilo brez oblačka. Dežja, ki je pogosto obiskal bližnji gozd, že dolgo ni in ni bilo na spregled. Reka je pričela naglo usihati. Vodni tok je bil vse šibkejši, voda pa ni več pela stare pesmi, le še šepetala je. Gozd je utihnil in živali so postale vse bolj zaskrbljene. Kaj bomo naredili? Je prestrašeno jokala veverica. Vode skoraj da ni več, je zagodrnjal medved. V tolmunih ostajajo le še male blatne luže. Ribe so plavale tesno skupaj, saj so bile na rečnem dnu le še majhne zaplate umazane vode. Ptički so priletavali nižje in nižje, da bi si napolnili kljunčke z nekaj kapljicami dragocene vode, ki je še ostala. Tudi srne so tavale od enega brega reke do drugega, ter zaman iskale vodo. Kamenčki na dnu reke so vse to tiho opazovali. Potem pa so začeli šepetati. Nekaj bo potrebno ukreniti. Naši prijatelji potrebujejo pomoč. Zbrali so se v krogu. Saj smo le kamenčki, je obupano dejal najmlajši. Bil je tako majhen, da so ga komaj opazili. Ampak nas je veliko in če stopimo skupaj, morda lahko zajezimo vodo, je odločno dejal kamen starešina. Kamenčki so bili navdušeni. In takoj zatem so se počasi začeli kotaliti, drug ob drugem, drug čez drugega. Z vztrajnostjo so ustvarili majhne kotanje in jezove, kjer se je voda pričela počasi zadrževati. Prav vsaka kapljica je bila dragocena. Proti večeru, ko je vročina vsaj nekoliko popustila, so prve živali, ki so prišle k rečnemu bregu, odkrile majhne kotanje napolnjene z vodo. Tudi ptički, ki so prileteli k reki, so se lahko odžejali in takoj pričeli glasno žvrgoleti in čebljati. Njihovo navdušenje so zaslišale tudi ostale gozdne živali, ki so radovedno pokukale iz hladnega gozdnega zavetja.
Veverica je priskakljala prva in že ob robu gozda je zaslišala rahlo šumenje. Voda? Je s hripavim glasom dejala, nato pa je s hitrimi skoki brž odskakljala do reke ter se odžejala. Nato pa je glasno začela vpiti: Voda! Voda je znova v rečni strugi! In tako so se kmalu ob reki pričele zbirati še ostale gozdne živali: srne, lisice, ježki, medvedi. Prav vse živali so se lahko odžejale. Le kaj se je zgodilo? Saj ni deževalo, so se spraševale. Poglejte, kamenčki. Zagotovo so nam kamenčki priskočili na pomoč, je dejala lisica. Zvečer so gozdne živali končno odžejane in polne upanja legle k počitku. Po dolgem času so bile njihove sanje spet zelo prijetne, skrbi prejšnjega dne pa so kar izpuhtele v vročo noč. Zjutraj se je po vsem gozdu razširila novica. Kamenčki nam pomagajo, kamenčki nam pomagajo, rešili so nas, so z navdušenjem oznanjale vse gozdne živali. Tudi ribe, ki so plavale mimo kamenčkov, so nežno šepetale. Hvala vam, dragi kamenčki, niste veliki, a vaše srce je ogromno. Gozdne živali so bile ponovno polne navdušenja. Ptički so peli najlepše melodije v ritmu žubrenja vode. Tudi drevesa so se zibala v znak neizmerne hvaležnosti. Toda veselje žal ni trajalo dolgo. Poletna vročina kar ni popustila in tako je že naslednji večer reka popolnoma usahnila. Kamenčki so obležali po vsem suhi rečni strugi. Gozd je ponovno utihnil. Živali so znova postale zaskrbljene. Zelo zaskrbljene. Zdaj pa res ne vem več, kaj narediti, je žalostno rekel eden izmed kamenčkov. Mogoče je konec, je dodal drugi. Takrat pa se je oglasil najstarejši izmed kamnov. Bil je večji, rahlo modrikaste barve, z drobnimi belimi lisami, ki so izgledale kot brazgotine modrosti. Poslušajte, je tiho, a odločno dejal. Ni še konec. Če nas je reka zapustila, še ne pomeni, da vode ni. Spomnite se starih jam v gozdu. Tam spodaj je še vedno življenje. Morda skrito, a zagotovo obstaja. Povežimo kotanje s tistimi jamami, je predlagal eden izmed kamenčkov. Naredimo poti, da bo voda znova našla pot do rečne struge. Kamenčki so se spet premaknili. A tokrat je bilo težje, precej težje. Kamenčki so morali najti tisto pravo smer, ob tem pa paziti, da se niso ustavili. Trajalo je celo večnost, a niso obupali. Premikali so se lepo v vrsti, kot majhne rečne pošiljke, ki nosijo upanje. Premikali so se in premikali. In kmalu je voda ponovno začela kapljati v kotanje. Ponovno so bili ptički tisti, ki so svojim navdušenim žvrgolenjem prebudili tihi gozd ter zaskrbljene gozdne živali. Te so ponovno odhitele k reki ter so vsaj malo odžejale. Prav vse živali so ploskale s tačkami, krili, repki, šapami ter se tako zahvalile prijateljem kamenčkom. Hvala, najlepša hvala, je zadovoljno dodal najstarejši izmed kamnov. Uspelo nam je, voda se vrača, so navdušeno vzklikali kamenčki, ki pa so bili videti precej utrujeni, a zelo zadovoljni. Tako je v gozdu znova zadišalo po upanju. In ko so zvečer nebo prekrile sive meglice
in se je v daljavi zaslišalo grmenje, so vse živali zrle v nebo. Že čez nekaj trenutkov je veter zašelestil med drevesnimi krošnjami in prve dežne kaplje so osvežile naravo. Dež se je vrnil, počasi, a zanesljivo. Kamenčki so še vedno ležali v rečni strugi, mokri, utrujeni, a srečni. Zavedali so se, da so kljub svoji majhnosti naredili nekaj velikega. Ja. Bravo! Vse pohvale kamenčkom za pogum ter vztrajnost. Kamenčki res niso veliki, ne govorijo na glas. A ravno v trenutkih največje stiske so skupnimi močmi naredili nekaj čudovitega. S potrpežljivostjo, srčnostjo in skupno voljo so poskrbeli za svoje gozdne prijatelje. Otroci, tudi vi ste včasih lahko kamenček, morda tih, morda majhen, a vaša dejanja lahko nekomu pomenijo ogromno. Ko združimo moči, ko pomagamo, ko ne obupamo, ustvarjamo prave čudeže. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni prijetni pravljici z naslovom Skrivnost čudežnega gozda s samoroginjo Lumi v glavni vlogi. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam pravljični pozdravček. Čau, čau. Ja. Slogi je moč. Bravo, kamenčki.